SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo zdrav v novem aktualnem SBC-evem podcastu. Tokrat bo govora, bom drugače začel. Tokrat bom govoril z mladimi, s tistimi, ki so šele na svoji začetni poti v ta svet odraslih. Rečejo in ne motijo se, da ko se vpišeš v srednjo šolo, v gimnazijo, ko greš torej iz osnovne šole, praktično šele zakorakaš v tisti pravi svet in si nekako tudi že zakoličiš, kam greš. Ampak da ne bomo samo stari pametovali o tem, kako in kaj ter kaj jih čaka, je seveda najbolj prav, da vprašamo tiste, ki so pred to pomembno odločitvijo. Zanima pa me, kako se odločijo, kaj vpliva na njihovo odločitev, kako jih na to pripravijo v šoli in kaj si želijo biti. Kajti oni so prihodnost naše družbe, naše države, našega sveta. Z nami oziroma z mano tukaj v studiu so trije osnovnošolci iz osnovne šole Mengeš. Kristjan, lep pozdrav. Dan. Lara, živjo. Pa Neža, lep pozdrav. Ja, Živjo. živijo. A je kaj treme? Mogoče je malo, ampak ne, v redu. Ne, tudi pri mene. Ne? V redu. V redu je. Sej ne bo nič težkih vprašanj, pa tudi nihče ne bo ocenjeval. Zdaj, najbolje, da kar začnemo. A ste vsi trije odličnjaki? Ne, jaz sem Ne? prav dober. A je to dobro danes? Ja, Ja? pač 4 je to. To vem, ampak tako, kot te, ne vem, sošolci ocenjujejo, ko mama doma reče, Ja, da so zadovoljni. ja, Ja. Tudi prav dobro, Mhm. tudi odlično. No. Jaz tudi prav dobra. A je to zelo pomembno, ta uspeh, ko razmišljaš o tem, kam bi šel? Pač odvisno, kakšno šolo si želiš, a ne, pa kaj pač želiš v življenju početi. Naprimer, jaz imam pač cilj iti na srednjo šolo predšolsko, a ne, ker pač, mene to zelo rada delam z otroki, zelo rada ustvarjam. In mi je ta šola res v redu. In pač za to šolo ne rabiš nekega uspeha. In drugače pa tako si ful želim imeti drugače dobre ocene, ker zato želim znati te stvari, tudi zanimajo me tako. In zdaj čisto odvisno pač, kam si res želiš iti. A to je srednja vzgojiteljska šola, kamor Srednja se... ja. Dobro. V Kamniku. Ja. Kam pa tebe pelje ta pot? Kaj si ti želiš postati? Jaz si pa želim drugače psihoterapeutka postati. Mhm. Ampak moja pot v srednjo je čisto drugače. Jaz grem sicer na aranžersko na Poljane. In potem iz tega v bistvu v 4. letniku bom delala 5. predmet, tako da bom lahko prišla na filofaks. Ampak glede ocen pa tega bi rekla, da jaz sem tudi prav dobra, kar pomeni, da pač na šolo bom definitivno prišla. Ampak za kakšne gimnazije pa to bi pa rekla, da so 5 kar pomembne. Ampak v zadnjih časih, tako kot smo lansko leto lahko videli, se v bistvu gimnazije so bile prazne, to ni bilo omejitve, medtem ko kakšne bolj take srednje, tudi za 2, 3 so pa imele dosta omejitev. Kristjan, kam pa tebe pelje pot? Jaz bi pa rad prišel na gimnazijo. To sem se odločil zaradi 2, ker prvo nisem še čisto siguran, kaj bi rad delal v življenju, kaj bi rad bil po poklicu. In tudi zaradi tega, ker pač zaenkrat razmišljam, da bi bil nekaj v medicini, ampak nisem čisto gotov. In pač za medicino rabiš gimnazijo in zato sem se odločil, da bom šel na gimnazijo. Jaz sem že malo bolj star v primerjavi z vami, ampak veste, takrat se te razumem, ko sem se sam odločil, sem imel samo eno možnost, ali greš na gimnazijo, Ja. če želiš kaj postati, tako je bilo v naših časih, če se pa ne boš učil, boš šel pa na srednjo šolo in boš delal celo življenje. Ampak vam povem, da na koncu tako ali tako delaš, veš, celo življenje. Ja, Ne, vem. zdaj, ne. Zdaj, okej, kako vas pripravijo na to? A ne? Zdaj, vpis je aprila, vi ste imeli februarja informativne dneve, koliko šol ste obiskali? Jaz sem 3. Kje si bil? Jaz sem bil na SVŠ Google, na Vegovi pa na Aškrčeva gimnazija. Katera te je najbolj navdušila? SVŠ Google. To je ta srednja vzgojiteljska šola? Ja. Tja sem sam hodil, res dobra šola. Priporočam. Kaj pa te je najbolj navdušilo? Kaj je prevagalo? V bistvu nasplošna šola, ta odnos med učenci in med učitelji, pa šola pač nasplošno, to, kako so jo predstavili, da je ful dobra šola, pa pač nasvet enega prijatelja, da je to dobra šola. Odlično. Kaj si ti obiskala? Jaz sem pa v bistvu to leto samo aranžersko, ker sem že v 8. šla in sicer na oblikovno pa kozmetično, pa potem tudi na aranžersko. In tako da sem rekla, da grem to letno še enkrat. Drugače pa najbolj me je pri
pritegnili to, kako so v bistvu odnosi med učitelji pa učenci, kak je bil govor na predstavitvi, tudi učni načrt. Tudi v bistvu šola je bolj, kako ne rečem, družboslovni tip šole, kar pomeni, da v bistvu tudi jaz sem bolj tako. In v bistvu, to me je najbolj pritegnilo. V bistvu res sem začutila, da spadam tja. Neža, kje si bila? Jaz sem šla tudi v bistvu v Kamnik na predšolski oddelek, pa tudi v SVŠ Google na predšolski oddelek. In pač mene je zelo pritegnila v Kamniku šola, ker v bistvu so ful dobro predstavljali informativne dneve, ker je bilo res tako ogromno glasbe in tudi dejansko sem tam pač naredili predstavo na temo Mojca Pokraculja in pač meni je bilo res dobro. Ful mi pač res všeč, ker dajo ful veliko poudarka na tem res igranju, na ustvarjanju, pač res dejansko imaš predmete, ki ustvarjaš in ni to pač poudarka na tej kemiji, fiziki, matematiki, ki pač mi ne grejo glih najboljš. Pa pač tudi ful so pohvalili šolo, res je urejena, hrana je dobra. Tako da in tudi učitelji so se mi zdeli ful v redu. Tako da jaz sem. Se vem, da vas tega zdaj ne bi smel vprašati, ampak vseeno, vi ste še mladi. A se vam zdi prezgodaj, da se morate pri teh letih odločiti, kaj boste v življenju počeli? In ta priložnost je v resnici zgolj enkratna. Zdaj se vpišeš na neko srednjo šolo, no ti že razmišljaš, že pol naprej, tudi ti. Ampak vseeno, zdaj pri teh mladih letih, ko ste v resnici še otroci, se vem, da tega ne smem reči, ampak a se vam kdaj zdi, tole je malo zgodaj, da se moram odločiti? Ja. Rekel, da. Mislim pač ful vesela, da vem že zelo dolgo časa, kaj si želim, pa kaj me pač res navdušuje. Ker, naprimer, veliko pa je pač res na šoli, pa pač poznam veliko ljudi, ki pa dejansko res ne ve, kam bi šli sploh, ker pač je res to velika odločitev. Ampak se mi zdi, da imaš pol tudi teh možnosti za predpis. Kaj pa naredijo tisti, ki ne vejo? Vse imate vsi svoje sošolke, sošolce, verjetno ste veliko klepetali o tem. Kaj narediš, če ne veš? A se vpišeš v gimnazijo, pa rečeš, kar bo, pa bo? Nekako v bistvu. Ja, ali pa greš na eno srednjo šolo, ki ima možnost 5. predmeta, pa greš potem 5. predmet delati. In pač greš potem lahko posod. Zdaj, ravnatelj vas je pripeljal, omenil je tudi, da na vaši šoli, pa tudi marsikje drugje, vendarle pripravljajo devetošolce na to, kako se odločiti. Kako deluje ta pomoč, pa gremo najprej v šoli, Kaj vse v šoli naredite za to, da se dobro pripravite, da se, da vas pripravijo, da vas morda izobrazijo, kaj vse so možnosti, kako deluje ta program priprave na vpis in slovo od osnovne šole, kdo bo začel? Kaj si ti morda tam največ izvedel, Kristjan? Kaj so ti pomagali, kdo ti je pomagal, v teh dodatnih urah, ki ste jih imeli za to? Ja, v bistvu imamo v šoli dodatne ure za pedagoginjo, ki nam predstavlja te srednje šole, pa te poklice. Ampak pač meni to ni dosti, pač najbrž je komu to ful pomagal. Ampak meni dosti to pomagal zaradi tega, ker jaz tako, če mi nekdo govori v šoli, jaz jo hočem videti, pač jaz ne bom mu kar verjel, da je taka. Pa pač prijatelji pa starši. So tisti, ki jih verjameš, tako kot je že Kristjan rekel, v bistvu imamo v šoli pedagoginjo in imamo v tem letu, torej v 9. razredu, imamo tako 10 ur, ta poklicna orientacija. In v bistvu imamo poklice prihodnosti, potem tudi na računalnikih smo delali, čeprav v anketi, ko je bila, nam je dajal poklice, ki so čist bili mem. Kaj bi bila ti, na primer, po tistem? Jaz bi bila nek televizijski Odlično, to je dobra služba. Čeprav, me tudi to veseli, ampak tako, glede na to, na kaj smo ciljali za naprej, je pa čist mem vsekal. Pedagoginja nam v bistvu največ, pa tudi starši pa prijatelji, tako kaj je rekel. Kaj te računalnik pokazal? Meni v bistvu tako dela v šolstvu z kakšnimi temi otroci za posebnimi otroki, za posebnimi potrebami. Nisem dobila kar dober poklic. Kako v bistvu sta rekla Laura pa Kristjan, pač imamo svetovalno delavko, ki nam je to predstavlja. Meni se je zdelo koristno, tako pač svetovalna delavka se je ful potrudila, tako da jaz sem to vzela za neko pozitivno stvar. Kaj je bilo največkrat vprašano? Katero vprašanje največ postavljate svetovalni delavki?
Morda vi trije, ne, ker ste že nekako izbrali svoj pot, ampak mogoče sošolke in sošolci. Kaj jih je najbolj zanimalo? Je v bistvu točke, pa pol kam lahko greš naprej iz te šole. Pa v bistvu to mogoče kriteriji za v bistvu naprej potem za na fakt že. Pa kako se zdaj napazaj štejo? Ker vemo samo to, da 60% so ocene, 20% je matematika, 20% je slovenščina. In pač potem takam, če ima nekdo 100 točk in to 60 točk jih on dobi, pa od vsakega NPZ-ja 10 točk, če ima vsak 50%, ne, če ima vsak 50 točk. In pač kako je zdaj to lahko samo 80 točk, pa so točke zdaj nižje ali... Zato, to preračunavanje, a koga od vas treh to skrbi, ko bo čas za vpis, pa potem čas za sprejem? Te točke. Pač jaz imam, imam edin mogoče te NPZ-ji, da bom slabo rašvala, ker se pač so zdaj seštejo naprej, ampak jaz sem v bistvu kar suverena, ker imam lepe ocene in me ne skrbi tako. Kaj pa tisti, ki naprimer nimajo takih ocen, a ne? A je to za njih taka stiska? Morda imate kakšnega kolega, prijatelja, prijateljco, ki jo pa kar precej skrbi ali pa ga skrbi pred vpisom? Ker ne ve, če bo prišel. Mislim, imamo prijatelje, ko imajo tako bolj slabše ocene, pa to, ampak ne bi rekla, da jih skrbi, no. Ok, zdaj smo oddelali ta šolski del, kako je pa doma? Kdo vam doma najbolj svetuje ali pa odgovarja na vprašanja, kam iti naprej? Je to mama, je oče, sestra, bratje? Ste imeli kakšen tak resen pogovor, zdaj se pa used, Kristjan, da bomo pa mi malo pogledali, kaj boš ti, a boš kirurg ali boš zobozdravnik? Ja, mi smo ga imeli, ampak pač meni oba dva svetujeta, ampak najbolj mi pa mami, ker pač mami tudi dela v šolstvu pa to in je pa najbolj mami. Oči pa pač sam to, da se ne bom zafrknil pri izbiri, pa da bom prav šolo izbral. Ampak kad je povedal, katera je prava? Ja, ni mi zdaj povedal, katera je prava, sam pač rekel mi je tako, da ne hodim tja, ker pač ne hodim tja, kamor me bo kdo rekel, da ne grem tja, ali pa ker grejo tja vsi moji prijatelji. Ampak pač ne grem nekem tja, kjer bom to lahko izkoristil, pač da bom lahko izkoristil to šolo potem za naprej, ker na koncu imaš v bistvu 40 let delovne dobe in zdaj, če se zafrkneš s tem enim vpisom, se zafrkneš v bistvu 40 let lahko. To je pa kar veliko, veš. Ja, vem. Pri meni je tudi bolj mami, čeprav ona mi je samo dala kot nek pogled, ker na vse zadnje bo na koncu moj poklic. Ampak edin, kar sva se v bistvu pogovarjali, ne toliko o šoli, ampak bolj o predmetih, ki jih imamo zdaj v osnovni, da sem jaz malo videla, kaj mi gre, kaj mi ne gre. Tako da jaz imam res družboslovce, res imam rada geografijo, biologijo, kemijo, sam matematike pa fizike, ne? Sam to. Tako da v bistvu je rekla, da so mi vrata kar odprta, če imaš toliko stvari, da te zanima, da čim več ne probam, preizkusam, ka potem šele res v bistvu vidiš, v čem si dober. Kako je bilo pa pri tebi? Ja, meni tudi v bistvu mami mi je tako pač svetovala in tako rekla pač, da je predšolska res tako šola zame. Jaz v bistvu, tudi tako, kot je rekla Laura, pač v predmetih, a ne, sem ful gledala, kakšni so predmeti, pač sem tudi jaz zelo družbosloven tip. Drugače pa v bistvu to nismo neki se prav pogovarjali. Eno vprašanje, ne? Ti si že omenil, Kristjan, da potem pa 40 let delaš eno službo, to je res, lahko jo sicer tudi zamenjaš, ampak načeloma se odločiš. Kaj pri vas vpliva na to vašo odločitev? A je to, da vas to zelo zanima, da imate, ti si že rekla, jaz imam zelo rada, a je to denar, a je to, ne vem, nekaj, da rečeš, to pa res sem nekaj videl, zelo dobro izgleda ta služba. Kaj je tisto, ko ste začeli razmišljati, jaz bi pa to bil, pa ste našli neko ljubezen do tega dela, ki vas čaka? Interesi. Pa zanimanje za to, pa najbrž ne bo šel glih, ne vem, biti arhitekt, če ti tehnika pa matematika ne gre. Zato, interesi pa pač zanimanje. Krvite ni straha, ne, če boš zdravnik, torej. Ne. Jaz bi v bistvu tudi isto rekla interesi, čeprav jaz že od lanskega leta
Jaz res rada delam z ljudi in jaz vem, da bom v življenju mogla delati z njimi, zato ker pač to mene veseli in vse. In to, da bom postala, v bistvu, da si želim postati psihoterapeuta, mi res pomaga, me v bistvu, kako ne rečem, malo bolj čudno, ampak žene naprej, da se učim, da imam lepe ocene, zato ker vem, da faks ni glih najlažji in pač sem res mogla še potruditi, je dolga pot, ampak res verjamem, da mi lahko rata, no. Ja, jaz sem tudi interesi, to, kar te pač navdišuje, to, kar rad počneš. Mogoče tudi tako, kaj si rad počel, kot si bil mlajši. Naprimer, pač, kot sem bila že majhna, sem pač skozi igrala kot učilca, pa vrtec pa to in pač me še zdaj to osrečuje. In ja, pač v bistvu to. Kdo od vas, zdaj bom malo preskočil, ampak se boste vedeli, zakaj gleda poročila ali pa televizijo? Veliko, najprej da tako vprašam. Kaj pa mal? Jaz televizije ne toliko, če že starše poročila ali pa kaj dobesedno. Okay. Koliko ste seznanjeni s tem, da se danes zelo veliko odrasli pogovarjamo o poklicih prihodnosti, da se bo svet spremenil, da prihaja umetna inteligenca, da bodo roboti kakšno delo opravili, otroci sicer ne bodo verjetno pazili, tudi upam, da ne operirali, no, kakšen robot, da pride, ne. Ne vem, a bom govoril z robotom, če bom imel kakšne težave, ampak koliko se o tem s prijatelji pogovarjate, v šoli pogovarjate ali pa tudi doma, da ta svet je zdaj čist drugačen, kot je bil, ko so bili vaši starši toliko stari kot vi. A vam reče, ko sem bil pa jaz toliko star kot ti, bilo pa vse drugače. To smo se glih prej v avtu, ko smo se do sem peljali, z ravnateljem pogovarjali, kako se umetna inteligenca pač razvija in kako se bo, pač je možnost, da se bo na koncu razvila. Zato jaz mislim, da je velika možnost, da boš enkrat prišel nekam, ne vem, kakšnemu zdravniku ali pa kaj in bo imel tam zraven robota ali pa pač neko umetno inteligenco in boš v bistvu se ti pogovarjal z zdravnikom in z robotom in oba dva bosta svetovala ali pa ne vem, bo robot svetoval zdravniku. Zato jaz mislim, da je to kar velika možnost. A so te v osnovni šoli na te spremembe v svetu kaj pripravili? A je kakšen predmet, kakšen učitelj, ki ga to zelo zanima, pa je kdaj morda kakšen del ure namenil tudi temu? Slovenija je namreč ena izmed redkih držav, če ne celo edina v Evropi, ki nimamo računalniškega predmeta in tako naprej, pa se mi zdi, da včasih, vsaj mi starejši, pa gledamo na to, naši otroci to zamujajo, pa čeprav znate s telefoni, pa to veliko boljš kot meno. Ja, nikoli nismo šli tako reden pouk, da bi šli v računalnico, pa kaj programirali, pa delali kaj z umetno inteligenco. Imam pa jaz hodim na računalniško mreže, to je pa pač dodatni izbirni predmet. In pač tam zdaj pišemo neko spletno stran s pomočjo umetne inteligence. Zanimivo. Ja, še kar. Pač odvisno, dokler ne prideš do neke napake ali pa kad te nekaj ne gre, je zanimivo, ko pa prideš do neke napake, pa sam hočeš vse zbrisati, pa pač zvoniti ali pa nekaj. Ne, kar. Ja. Bom kar isto vprašal, a se ti zdi, da ste mladi dovolj seznanjeni s tem, kar se dogaja v svetu, a vas to sploh zanima in a to vpliva morda na kakšno odločitev tudi pri prijateljih, jaz bi bil pa, ne vem, astronaut, če bomo šli res na Mars, kot pravi Elon Musk, ali pa, ne vem, zdaj zelo popularen, da bomo vlagali v vojsko, bom pa tank vozil ali pa drone. Pa v bistvu, ne vem, v šoli bi sam Kristijan hodil na računalništvo, ne? Jaz pa mislim, da ti tudi, da ti ne hodiš, ne? No, glavno mi pa ne hodimo, ker ni v bistvu obvezni predmet in smo tudi se že pogovarjali z učitelji, če bi pač v prihodnosti, se potem, ko bomo mi že na srednjih ali pa na faksu, da bi v bistvu postal, da bi bilo fajn, da bi se pač res naučili čim več s tem delati, zato ker tega bo čim več v prihodnosti, to se ne bo zmanjševalo. Glede robotov pa tega, pa poklicev, to pa v bistvu se nismo to pogovarjali, saj s prijateljine, definitivno nam je pa pedagoginja omenila, da bo jo poklici v tej smeri. Da bodo poklici zelo drugačni, ampak vzgojiteljice, učitelje, to bomo pa zelo potrebovali, veš? Ja, res je. Ja, to se spomnim, ko smo se v šoli svetovalno delavko, smo se v bistvu prišla k nam in pol smo se dali v skupine in smo napisali v bistvu poklice prihodnosti in smo pač ful tako na te, da bo zdaj torej izdelovalci robotov pa popravljajo robote. Pač ja, da se bo, mislim, svet se bo definitivno res spremenil
In ja, mogoče, da bi v tem v šoli lahko več dajali poudarka, pač nasplošno v svetu, kaj se bo dogajalo, pa kako nas se pripravimo na to. Ja. Se tudi mi ne vemo, veš, da je smiselno. Tudi mi starejši, ki smo pametni, v resnici nimamo pojma, kaj vse se zgodi, ker se vsak dan toliko veliko zgodi. Všeč mi je, da ste taki mladi, veseli. Mi starejši se veliko ukvarjamo z denarjem, to je zelo pomembno. Koliko pa pri vas vpliva na vašo odločitev to, kakšna bo plača? Zdravniki se zdaj borijo, da bi imeli boljše plače, učitelji so podplačani, naprimer, psihoterapeuti, ne vem, se mi zdi, da kar v redu lahko zaslužijo. A je to tudi pomembno? A ste se kdaj o tem pogovarjali? A je to za takšne otroke, kot ste vi, vprost, se res ne smem tako reči, ampak vseeno, a je to sploh kaj pomembno? Denar. Ja, jaz mislim, da pač ni denar vse na svetu, ampak brez denarja tudi ne moreš biti srečen, ker boš pač pod stresom, kako se boš preživel, kaj boš naredil in to, zato me se da tudi plača kar pomembno. Ja, v bistvu jaz, ko sem tako gledala za poklic pa vse, nisem sploh gledala na denar, ker v bistvu če imaš ti nekaj rad in če ti to rad delaš, boš tudi napredoval, kar pomeni, da se ti bo tudi plača in vse. V bistvu ti moraš delati nekaj res, kar te veseli. Ne smeš delati nekaj sam, da gledaš to zaradi denarja, ker če te to ne bo veselil, plača bo ista, ti pa pač ne boš srečen. Ta odgovor bi morali slišati marsikateri odrasli, samo tako, da veš, bravo. Ja, jaz v bistvu enako, kot je rekla Laura, da pač moraš biti ti, res moraš rad delati to, ker pač, če tega ne boš delal rad, ne boš bil v tem področju tudi uspešen in pač, če ne boš bil uspešen, pol tudi denarja ne boš tako dobil. Drugače pa, ne vem, jaz nisem sploh gledala nekaj na denar, kot je rekel Kristjan, pač je potreben, kako boš preživel sebe pa družino potem, ampak jaz se mi zdi, da definitivno ni pomemben najbolj. Ja, hvala lepa, super odgovori, se mi zdi fajn, da slišimo to, kar včasih mi stari ali pa starejši nočemo slišati. Zdaj pa, glede na to, da ste bili februarja na informativnih dnevih, da prihaja ta čas za vpis, a je ta 9. razred mogoče za vas bil kaj stresen oziroma še bo? A je kaj tega pritiska, da bo letos pa vse drugače, da se poslovite? To je tudi ena stvar, o kateri veliko govorimo, pod kakšnim pritiskom ste mladi, kako je, a je naporno? Mislim, 9. razred je definitivno, vsaj meni je lažji kot 8. Sicer malo je stresa zaradi NPZ-jev, zato ker se štejo, kot je Kristjan rekel, drugače pa priprave za leto, informativni, tako da bi pa zdaj neki ful stresno v to, ne, ampak definitivno bo pa žalostno, polnako malo zapustiti vse pa iti naprej. Ja, meni v bistvu tudi lažji 9. razred od 8. Zdaj je ful stresen tale marc zaradi NPZ-jev, drugače pa meni pa v bistvu tudi ful stresno, ker tako pomislim, da sem res že 9. in da čez pol leta v bistvu ne bomo več skupaj sošolci in se bomo mogli pač posloviti in bo šel vsak svojo pot, me kar tako malo stisne in ja, in je tako. Meni je bil pa najbolj stresno od vseh 8. 9. mi je pa tako 9. mi je tako ful v easy, pač ful gre hiter, ok, zdaj mogoče NPZ je res malo bolj tako obdobje, pa potem maj, ko bomo tako imeli vsak teden po 2 testa. Ampak drugače me se 8. je bil pač 9. je veliko manj stresen in veliko lažje od 8. Ti NPZ-je moramo malo obdelati, da so težke te stvari. A mislite, da bo težko? Odvisno kdaj. Mi, ko smo šli tako malo po vajah, zdaj jo ful različno dajo po letih, ne vem, 2020 je bil ful lahek za matematiko, medtem ko 2021 je bil težek, tako, lahko je lahek, lahko je pa težek, no. Koliko se morate učiti? Koliko mislite, da se boste mogli učiti? Ja, mislim... V slovenščini smo jih delali zdaj že en mesec. Smo tako najbrž vse NPZ skoraj če šli. Pa ne vem, pri matematiki smo včeraj začeli, pač tako NPZ gledati, ampak pač jaz mislim, da če se jaz se bom lahko naučil, pa me se ne bo problem, tako da je čisto dosti časa za vse. A če se res nisi nič učil prejšnja leta, pol ti pa nič ne pomaga?
Mislim, tako, ko bomo gledali, tako je tudi učiteljica rekla, da potem, ko bomo šli še enkrat skozi snov, da to, če si se res naučil tisto, pa da znaš, tudi če vsi smo pozabili, bodimo realni. Ampak se spomniš. Ja, ampak potem včeraj, ko smo gledali, smo sam bili tisti, sam še enkrat smo rabili obdelati. Okay. Ja, se mi zdi, da je dobro, da se res naučiš prej tiste snovi, sploh naprimer te predmeti, ki ti ne grejo najboljš. Ker naprimer, jaz, ko sem včeraj reševala na PZ, sem se pol res spomnila in sem kar tako, ojoj, kaj če jaz res takrat tiste snovi naj bi dobro naučila, to bi mogla zdaj po mojem vse une stare zvezke predelati pa pogledati, kako se to naredi, sem se pa v bistvu prav dobro spomnila, tako da. Okay. Zdaj pa, če skočimo mogoče še malo iz šole v vaše življenje, ko se ne učite, a se veliko učite drugače? Ja. Koliko je tega učenja popoldan? Jaz odvisno, ali je vikend, ali je teden, pa odvisen, koliko se mi da, pa odvisen kaj. Se pravi, med vikendom se nič ne učite? Ne, med vikendom se učim. Med vikendom jaz vstanem ponavadi ob 9, pa se začnem ob 10 učiti, pa se učim do kosila, pol grem kaj ven, pol pa ko prijem domov, tako se še kaj učim, sem pa pač od zun do 8, pol pa pač prijem domov, pa še kaj ponovim. Med tednom pa ponavadi, pač ko pridem iz šole, potem okoli 3 začnem, pa se pač učim do 5, 6, pač tudi odvisno kaj, pa to. Jaz pa malo čudno rečen, ampak jaz sem dobesedno postala to leto obsedena z učenjem. In jaz starše začel že skrbeti, zato ker v bistvu jaz prijem domov, jaz grem na kombi, v bistvu ob 1 se nam šola konča, ob 2 imam kombi, grem domov, pelem se in potem se grem takoj učiti. In potem se učim in vse in je že starševno začel skrbeti dobesedno. Ampak ker pač vem, da ni tako prav, da se uči, zato ker ni za možgane dober, ni za moje zdravje dober. Tako da to mogla malo popraviti. Verjetno je dobro, se za možgani, če delajo, čisto v redu. Boljš kot telefon ali pa kaj takega, že v redu. Ja, jaz se tudi v bistvu za svoje pojme preveč učim. Čeprav letos se mi zdi, da sem se res začela manj učiti, pa tako tudi se manj sekirati za ocene. Sem kar tako, se bo v redu, se znam, se sem se učila. Ampak ja, še vsem ful veliko ur porabim dejansko za učenje. Ampak ja, ne vem, ker naprimer matematiko pa fiziko, to se res rabim veliko učiti. Ampak sem vesela, da sem prišla iz tistega obdobja, ker tudi jaz v 4. razredu ali pa 5. sem se res ful veliko učila skozi in sem ful vesela, da sem zdaj v bistvu prišla iz tega obdobja, da se manj sekiram za ocene in tako. Ampak nekaj časa vam pa ostane še za kakšne druge stvari. Ja. S čim se mladi dan zamotite? Kaj počnete? Ti si rekel, da greš malo ven, greš na košarko igrati, na koš metati? Ne, bolj s prijatelji tako ven, po parku hoditi, pa se zafrkavati. Pač nič tako resnega ali pa kaj. Jaz sem v bistvu s prijatelji glihuno uro med šolo pa kombijem, drugače pa fitness imam, pa berem furada, pa tudi naravano, tudi sprehod. Neža? Mene tudi ful navdušujejo vse te dejavnosti po šoli. Naprimer hodim na skavte, pa na šivanje, pa treninge imam jazz baleta, pol imam mladinsko skupino. Tako res ful me navdušuje te dejavnosti, ful rada sem tudi v naravi, grem na kolo ali pa ven z mojim psom. Ja, tako. Ja, jaz zdaj vidim, da mi je ravnatelj pripeljal 3 pridne otroke, ker včasih, ko poslušamo poročila, pa ko beremo, kaj vse se dogaja, niso taki, kot zdaj vi tukaj meni razlagajo. Večino časa so na telefonu, se pretepajo, uničujejo stvari. Tako da moram ravnatelju reči, morda kakšne druge pripelje kdaj, ne, malo za šalo, malo za res, ampak a se vam pa zdi, da v tem, o čemer mi starši ali pa starejši govorimo, da se to res tudi dogaja, da je, ne vem, problem telefonov danes velik med mladimi? Kdo bo? Ja. Ja? Ja, no, mi je začela. Ja, v bistvu je krno, zato ker še posebej te aplikacije kot TikTok, Snapchat, vse skupaj res vplivajo in kar gledaš, ne moreš nehati, zato ker te dobesedno prvap ne moreš nehati, no, tako da je problem, definitivno. Meni se pa ne zdi to glavni, pač je to tudi problem, ampak meni se to ne zdi glavni problem. Meni se je najbolj glavni problem to, da se
da se pač, da se zafrkavajo iz enega preko telefona. Pač 1000-krat lažje je, če pač temu, ki se ga zafrkavajo, če ga zafrkavajo v živo, ko lahko nekaj nazaj reče. Tako, če pa prek telefona, pa itak napiše in veš, to je potem lahko kar napiše, veš, se ne vem, na se ob temu smeju, a se ob temu drl, ali je. Ja. Jaz v bistvu nimam ne Snapchata, mislim, imam Snapchat, ampak tako res nisem po mojem odprla že 3 mesece, pa tudi Instagrama, pa TikToka ne, ampak ja, definitivno to ful vpliva na tvojo identiteto, naprimer na Instagramu pa na TikToku, ko gledaš te življenja drugih, pač vse zgleda tako ful perfektno in se pol primerjaš, jaz bi imel pa tudi tako življenje, kot ima ona, on, ali pa bi bil tako, kot ona. In res te pač tudi to ti pol ven vrže, kar tebe zanima in te pol res pritegne v to in ja, telefoni definitivno, mislim, mladina je zdaj res, smo skozi v bistvu na telefonih, sploh ne vidimo ničesar drugega, nekako tudi ne znamo početi ničesar drugega. Da ne boste mislili, da smo mi kaj boljši, ne? Mi zdaj samo zelo veliko pametujemo vam otrokom, ne? Ker se nam zdi, da mi pa tega nismo imeli, ampak v resnici danes pač vsi imamo. Zato morda samo vprašanje, saj ni današnja tema temu namenjena, ampak zdaj veliko govori o tem, da bi bili telefoni v osnovnih šolah prepovedani, bi vi to rekli, ok, to je dobra ideja, pa potem zdaj greste v srednjo šolo, da bi rekli, ajde, tudi v srednji šoli ni telefonov, bi to podprli, vsaj v času pouka seveda in ko ste v šoli. V naši šoli so pač telefoni itak prepovedani, ko moraš imeti na tiho, pa pač v omarici. Pač ni tako, da ga prav ne smeš v šolo, sam pač ne smeš ga imeti pri sebi. Zato se to ne zdi problem. Da ne bomo starejši samo govorili, kaj vam bomo vzeli, pa vas ne vprašali, zato to rečem. Ampak zdaj, če pa morda še kakšno drugo temo odpremo, kaj pa je tema, o kateri pa največ govorite? Zdaj vi fanti, a je to šport, a je to politika, a je to, ne vem, vesolje, o čem se najbolj pogosto pogovarjate? Kaj vas zanima? Pa nimamo tako prav ene teme, ki bi tako neki ful. Pač čisto odvisno. Pa sploh ne vem, česa je odvisno, ampak od nečesa je, pač odvisno je od tega, kaj se dogaja, kako smo, tudi s kom. Ampak meni se zdi, da najbolj tema, zaenkrat tako med vsemi, je to srednje šole. Punce enako? Ja, v bistvu srednjo šolo, jaz tudi sploh ne vem, o čem se v bistvu tisto, kar je v tistem dnevu, no. Ja, tako, nimamo neke teme. Ja, da bi se zdaj stalno pogovarjali o tem. Zato sem vas pa povabil, da kakšno rečemo o teh srednjih šolah. Morda, če se pa res zdaj vrnemo nazaj, vsi ste rekli, da vam je bilo všeč, ko so vam te srednje šole predstavili, a ne? A ste morda kdaj slišali pa za kakšno, kjer se pa res prav borijo, da bi vam predstavili kakšen poklic, kjer je pa, sami ste rekli, lani so bile gimnazije kar precej prazne, v mojih časih je bilo najtežje priti na gimnazijo, potem smo pa začeli seveda govoriti, da fajn je, če zna kdo tudi kaj delati z rokami, a ne, ker tega zanimanja nekaj časa ni bilo. A obstajajo tudi takšni pogovori ali pa vabila tudi na TikTokih, a ne, ker vem, da so se tudi šole tja spravile, češ pridite k nam, mi imamo pa dobro šolo, dober program, vas bomo navdušali, pa ste prišli. Ja, v bistvu tudi, ko je bilo to obdobje v februarju, ko sem odprla TikTok, so bile same šole, te prireditve, ko so, vem, da je gospodarsko razstavišče imelo tudi ful video posnetkov in vsega, tako da ja, je bilo v bistvu, to je bila glavna tema. Jaz v bistvu tega tako na internetu pa nisem nič zasledila, sem pač tako, ko sem prišla na informativni dan, se bi tako, no, se vidimo septembra, naša šola je res dobra, pridite. Ja. Jaz pa tudi, takoj, ko sem odprl neko socialno mreže, vedno je bil ta prvi video, je bil ali za nek faks, ali pa za neko šolo srednjo. A vidite, mi rečemo ne biti na socialnih omrežjih, ampak potem pa damo tudi starejši hitro tja vse te stvari. Zdaj ste tukaj prišli k meni v studio, to je studio SBC, Kluba slovenskih podjetnikov, kjer je 450 žensk, moških, ki imajo svoje podjetja, ki zaposlujejo ljudi, ki imajo razne hude stvari, ki so se jih izmislili, tudi v garaži naredili. Če vam rečem na primer ime Akrapovič, a ste slišali kdaj za tega gospoda?
Ne. Ali pa naprimer Jure Knez iz Devesofta, naprimer. Ja, mislim, vse to sem že slišala, ampak ne vem točno, to so Krapovič, to vem, to je neko podjetje. Tako, motorje oziroma auspuhe delajo, ne? Tako Devesoft v Trbovljah delajo vse te merilne naprave za vesolje, za vse tako naprej. Ok, hotel sem samo reči, koliko se pa kdaj pogovarjate o kakšnih res teh uspešnih Slovenkah in Slovencih, ki pa, ok, Dončić ne velja zdaj, to zdaj damo stran, pa mogoče še, ne vem, kdo pa je najbolj popularen med mladimi, med Slovenkami in Slovenci. Pa ne sme nastopati v resničnostnem šovu, to damo tudi stran. No? Ne vem, koga bi dal do besede. Nimam model. Ne? Aha, okay. Kaj pa v svetu, kdo je naprimer takšno merilo, da rečeš, ta je pa kar v redu. Ilona Muska poznate? Donalda Trumpa? Ja. Kaj pa slovenskega predsednika vlade? Ja. Dobro. Nimate? Ne. Aha, okay. No, to je zanimivo, zato ker me zanima, kaj pravzaprav sploh med mladimi je ena taka stvar, mi stari vedno mislimo, to pa vsi poznajo, pa ni tako, ne? A mene ste poznali? Ja. A ker imam TikTok? Ne. Ja. Vprašam. Okay. Ja, hvala lepo, da ste prišli. Mi je bilo prav veselje z vami poklepetati. Zanimalo me je, kaj pravzaprav mlade napelje na to odločitev, ki potem spremeni vaša življenja. Verjamem, da boste vsi trije sprejeti, da se odtevili fino potem 1. septembra. So pa te počitnice, mislim, da najdaljše, da druge najdaljše, ki jih boste imeli v življenju, no, pol, ko boste šli na fakulteto. Ja, ker vas bodo prej spustili, bodo dobro jih izkoriste, no. Hvala. Ja, hvala. Pa če ima morda kdo še kakšno učiteljico za pohvaliti na koncu, če je tam medicina, to lahko zdaj še izkoristne. A imamo koga, smo kim zastavili? Hvala lepa. Lahko, a imaš kakšno? Ne bi mene zdaj uredil učilcem Matejo Sredkar. Kako bo vesela. Bomo povedali danes pri slovenščini. Ja, da bomo v slovenščino tudi, bomo na slovenščino prišli. Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Zdi se mi, da moramo večkrat poslušati mlade, kajti ti vendarle niso obremenjeni s tistimi stvarmi, s katerimi mi mislimo, da so, pa se zdi, da smo s temi stvarmi obremenjeni predvsem mi sami. Ja, spodbujajte jih, če imate takšne, da gredo zdaj naprej v gimnazijo, v srednjo šolo, pa jim dajte podobne nasvete, kot so jih dobili moji sogovorniki, da naj se sami odločijo in naj gredo tja, kamor si sami želijo. Kajti, ja, kot je rekel Kristjan, pa ima še daleč do 40 let delovne dobe. Če se zafrkneš na začetku, je teh 40 let lahko zelo dolgih. Hvala lepa, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.